Verjetno se marsikdo sprašuje, kako je Apple postal ena najmočnejših in, roko na srce, najdražjih blagovnih znamk na svetu. No, v tej razlagi bomo pogledali, kaj se v resnici skriva za temi visokimi cenami in skoraj magično privlačnostjo njihovih izdelkov. Ja, to je tisto ključno vprašanje, kaj ne? Vprašanje, ki se ga verjetno zastavi vsak, ko vidi ceno. In če je odgovor preprosto, ker so materiali dragi, potem zgodba ne bi bila tako zanimiva. Ampak verjemite, je veliko, veliko globlja. Poglejmo en konkreten, morda malce ekstremen primer. $200. Samo pomislite, to ni cena za telefon ali uro. To je lahko cena za en sam dodatek, kot je napajalnik. Kako je mogoče, da nekaj tako osnovnega stane toliko? No, to je naš prvi namig, da pri Applu ne plačujemo zgolj za kos plastike in kovine. V redu, pa začnimo luščiti to skrivnost plast za plastjo. Prva in najbolj očitna stvar je seveda sam izdelek. Tisto, kar primemo v roke. Samo spomnite se tistega občutka, ko prvič primete v roke nov iPhone ali odprete MacBook. Hladen dotik kovine, natančnost spojev, teža. Nič od tega ni naključje. To je del filozofije, ki pravi, da tehnologija ne sme biti samo zmogljiva, ampak tudi lepa in prijetna na otip. To je tisti prvi takojšen občutek vrednosti. In tukaj pridemo do prve Applove genialnosti. Poglejte to dvojnost. Na eni strani imamo elitizem, luksuzen predmet, skoraj kos nakita. Na drugi pa izjemno zanesljivo in uporabno orodje za delo. Kako jim uspe združiti ti dve na videz popolnoma nasprotni ideji? Prav v tem ravnotežju se skriva ogromen del njihove privlačnosti. Ampak fizični izdelek je šele začetek, površina. Zdaj se bomo potopili globje. Kajti pri Applu ne kupimo le naprave, kupimo vstopnico. Vstopnico v celoten digitalni svet. In ta svet ima ime. Appleov ekosistem. To je verjetno eden najmočnejših stebrov njihove celotne strategije. Ideja je preprosta, a hkrati genialna. Vse naprave delujejo skupaj kot eno in ustvarjajo izkušnjo, ki jo konkurenti le s težavo posnemajo. In to ni samo neka marketinška floskula. Poglejte ta primer iz vsakdanjega življenja. Slikate nekaj z iPhonu in bum, slika je že na MacBooku. Brez kablov, brez pošiljanja. Ali pa začnete pisati sporočilo na računalniku in ga potem, ko že hodite, dokončate na telefonu. To je tista magija, ki odpravlja tehnične frustracije in daje občutek, da vse preprosto deluje. In kaj je strateški rezultat? Zelo močan lock-in učinek. Ko si enkrat v tem, recimo mu, obzidanem vrtu, je izhod zelo težak. Ampak ne zato, ker bi bil prepovedan, temveč zato, ker bi z odhodom izgubili vso to priročnost. Apple nas torej ne zaklene na silo, ampak ustvari svet, ki ga preprosto nočemo zapustiti. Dobro, ampak kako jim to sploh uspe? Kako dosežejo, da vse deluje tako gladko? Odgovor se skriva še globlje, v tehničnem temelju, ki so ga gradili desetletja. Njihovo skrivno orožje se imenuje vertikalna integracija. To morda zveni zapleteno, a v resnici pomeni eno samo stvar – nadzor. Popoln nadzor nad vsem, od najmanjšega čipa v notranjosti do zadnje ikone na zaslonu. Medtem ko večina konkurentov sestavlja komponente različnih proizvajalcev, procesor od enega, zaslon od drugega, operacijski sistem pa od tretjega, Apple vse ključne elemente ustvarja sam. To jim omogoča, da strojno in programsko opremo optimizirajo do zadnje podrobnosti. In to ni neka nova ideja. To je strategija, ki jo gradijo že od vsega začetka. Začelo se je leta 1984 z Macintoshom, nadaljevalo z iPhonom in doseglo vrhunec, ko so začeli ustvarjati lastne možgane za svoje naprave. Čipe serije M, ki so dobesedno pretresli celotno industrijo. In kakšen je rezultat vsega tega? Ta grafikon pove vse. Ker sta strojna in programska oprema narejeni druga za drugo, lahko Apple iztisne vsak atom moči. Konkurenti, ki morajo sestavljati različne dele, te stopnje optimizacije preprosto ne morejo doseči. V redu. Dizajn, ekosistem, tehnologija, vse to je pomembno. Ampak zdaj smo prišli do jedra, do tistega, kar Apple resnično loči od vseh ostalih. Ne prodajajo namreč le tehnologije, prodajajo idejo, prodajajo identiteto. Vsi poznamo ta slogan. Think different. Mislite drugače. Dve besedi, ki povzameta vse. Sporočilo ni, naš izdelek je tehnično boljši. Sporočilo je, uporabite naš izdelek, ker ste drugačni. To je povabilo v klub ustvarjalcev, upornikov in inovatorjev.
Na ta način je Apple uspel svoje izdelke povzdigniti iz zgolj orodij v simbole. Simbole kulture, ustvarjalnosti in osebnih vrednot. In tako nakup Applovega izdelka postane del tega, kdo smo ali vsaj kdo si želimo biti. Najbolje se to vidi v njihovem marketingu. Konkurenca govori o gigahercih in megabajtih, Apple pa pripoveduje zgodbe. Njihovi oglasi ne kažejo grafikonov zmogljivosti, ampak trenutke, kako tehnologija pomaga ujeti dragocene spomine ali uresničiti neko ustvarjalno vizijo. In tako so posamezni izdelki presegli svojo osnovno funkcijo. MacBook ni le računalnik, je orodje za kreativce. AirPods niso le slušalke, so modna izjava. Vsak izdelek postane nekakšen kulturni artefakt za svojo lastno zgodbo. In tukaj se krog sklene. Visoka cena ni samo posledica tehnologije in materialov, je tudi cena za vstop v to zgodbo, za pripadnost tej skupnosti, ki ceni dizajn, inovacije in, tudi status. Če torej povzamemo Applovo formulo, začne se z vrhunskim dizajnom, ki ga občutimo v rokah, nadaljuje z ekosistemom, ki nas kar posrka vase, vse to poganja lastna, popolnoma optimizirana tehnologija. In na koncu je vse skupaj zavito v to izjemno močno zgodbo o identiteti. Vsaka plast gradi na prejšnji in ustvarja vrednost, ki je veliko večja od seštevka posameznih delov. In prav ta celostni pristop omogoča Applu, da ne tekmuje z drugimi, ampak postavlja pravila igre. Podobno kot luksuzne modne hiše določajo smernice v modi, Apple določa smernice v svetu tehnologije. Ne sledijo trendom, ampak jih ustvarjajo. Za konec pa še vprašanje za razmislek. Glede na vse, kar smo videli, od moči ekosistema do prodaje identitete, ali je mogoče, da je zgodba, ki jo Apple prodaja, ta celoten paket, danes postala celo močnejša od same tehnologije, ki je vgrajena v napravah?